Kako poteka cepljenje oziroma kakšno je povpraševanje potem? Ja, vse veste, da do srede, ko se je žal zgodil ta smrtni primer zaradi gripe pri tej starejši gospe, ki je bila kronična bolnica, je bil tak, bolj zmerno zanimanje, potem pa je seveda to zanimanje naglo naraslo, tako da zdaj seveda smo morali tudi spremeniti naš režim cepljenja, zaenkrat ostaja ta lokacija, vendar smo morali bistveno pojačati ekipe, tako da bomo delali z 2 ekipoma dopoldan, 1 ekipo popoldan, tudi v soboto dopoldan in naslednji teden še praktično cel teden po enakem režimu. Slišali smo, da je cepivo pošlo, to je nepotrjeno ali potrjeno? Ne, to ne morem potrditi, definitivno še ni pošlo. Mi imamo trenutno 1000 doz na voljo, bomo še pa, kot sem rekel, v naslednjem tednu dobimo še 500 doz, tako da skupna številka je 1500 doz. Cepljenje poteka samo na tej lokaciji, ste rekli? Tako, samo na tej lokaciji, to je tudi lažje za bolnike, da vedo, pa prvič tudi lažji dostop, pritličje, tako tudi za tiste, ki recimo težje hodijo po stopnicah ali kakorkoli v lifte, tako da se držimo te lokacije. V Švici so to cepivo prepovedali. Mislim, da je bila rahla dezinformacija, niso jo prepovedali, ampak so jo omejili za določene starostne skupine. Torej, omejili so jo za bolnike nad 60 let, za mlajše od 2 let, pri nas vemo, da je od 6. meseca možno cepiti, in pa omejili so tudi in nekako odsvetovali nosečnicam. Cepljena oseba je lahko prenašalec? Cepljena oseba, seveda v nekem smislu, če se okuži, še je neki kratki čas, vendar če je torej zaščita popolna, če torej ni prišlo do razvoja bolezni, potem takem tudi seveda ni tako visoka doza virusov, da bi takšna oseba bila kužna. Kakšna je cena? Cena, v bistvu vemo, da je nabavila to država iz rezerv, dejansko je cena samo 7 € za storitev.